Torej, dober dan. Tole bo četrto predavanje iz cikla predavanj z področja psihologije, osamljenosti, samotnosti in izoliranosti. Zadnjič smo kar obširno govorili o motivaciji in tudi danes bomo. Na kratko bom skiciral nekaj osnovnih koordinat tako imenovane teorije Z, ki jo je ameriški humanistični psiholog Abraham Maslow razvijal proti koncu svojega življenja, kar je pomembno iz dveh razlogov. Najprej zato, ker je svojo začetno teorijo motivacije, ki jo danes bolj ali manj poznajo vsi ljudje, radikalno spremenil, in drugič zato, ker se je s temi spremembami postavil ob bok velikim raziskovalcem človekove duševnosti, in sicer na način, ki je verjetno nepresegljiv. In ko govorimo o velikih raziskovalcih, seveda ne mislim samo na Freuda, mislim tudi na človeka, o katerem sem že nekaj spregovoril in bom danes še, to je Viktor Frankl, ki približno v istem času razvija nekaj zelo podobnega kot Abraham Maslow. No, in drugi avtor, ki ga bom na kratko omenil, je britanski psihoanalitik John Bowlby, ki je bil eden pionirjev na področju evolucijske psihologije, eden tistih psihologov, ki je zelo resno vzel zlasti nekatera antropološka spoznanja, nekatera spoznanja iz sveta živali in razvil teorijo navezanosti, o kateri velja danes govoriti še in še, verjetno pa še veliko več zaradi tega stanja, v katerem smo se znašli kot pred pandemijo. In seveda to, kar bom povedal, bo hkrati tudi zelo pomembno, zelo zanimivo bo spremljati, česa smo se naučili in kaj od tega, česar smo se naučili ali se še učimo, bomo uporabljali kasneje, ko bo te pandemije konec. Za začetek spet nekaj najnovejših poudarkov iz raziskav oziroma iz sveta, v katerem empirično trenutno živimo. Vsi vsak dan lahko spremljate razmišljanja različnih strokovnjakov, laikov in drugih ljudi, kako pandemija vpliva na nas. Sorazmerno malo pa je povedanega to, kar bi rad sam poudaril. Torej, ta pandemija niti približno ne vpliva na vse ljudi enako. Živimo v zelo stratificiranih družbenih okoljih, ki so hierarhično organizirana, in razlike med ljudmi, mislim na razlike v premoženju, družbenem položaju, statusu, denarju in tako dalje, so zelo, zelo velike. Tukaj desno je samo en poudarek iz današnjega časnika The Guardian, nanaša se na Veliko Britanijo in prinaša dramatične vpoglede, kako velike so družbene neenakosti in kako se povečujejo, zlasti, če imamo pred seboj skupine ljudi, med katere, če lahko tako rečem, malo formalistično, sodijo tudi mladi ljudje, s katerimi mi delamo. To so tako imenovane ranljive družbene skupine. V tem času, v tem obdobju so še neprimerno ranljivejše, kot so bile prej, oziroma kot so pripadniki elite, premožni, bogati ljudje in tako dalje. Tukaj spodaj je še en tak droben poudarek, ki smo ga lahko zasledili zdaj v zadnjih dneh, oziroma nekateri so na to opozarjali že kar precej časa, da so žarišča koronavirusa in njegovega širjenja predvsem domovi za starejše ljudi. In to velja ne samo za Slovenijo, kot vidimo v tem prispevku, ampak vsaj za vso Evropo, velja seveda tudi drugače v Združenih državah Amerike,
In pri tem je kar pomemben, droben poudarek, za katerega moram reči, da sem prav zgrožen, kako spontano ljudje uporabljajo izraz domovi za ostarele. Kot da so ljudje, ki tam prebivajo, vsi po vrsti ostareli. Mislim, da je iz spoštovanja, o katerem smo tukaj že govorili, in ohranjanja dostojanstva, veliko primerneje reči, da so to starejši ljudje, seveda so to tudi ljudje, ki so že upokojeni, da so pa vsi po vrsti kar ostareli, pa seveda neprimerno reči kaj takega. Torej vidimo, kako se družbeno polje, v katerem živimo, stratificira, in kako se razlike med ljudmi še poglabljajo, in kako pomembno je to imeti pred seboj. Da nismo prehitro zaslepljeni in zadovoljni, češ približno vsem ljudem se dogaja nekaj približno enakega in vsi smo v istem čolnu. V nekem smislu smo, pred virusom nihče ni kar avtomatično imun, dobro, če čaka nori, se odštejemo, ampak v nekih drugih, bolj pomembnih vidikih so pa razlike zelo pomembne in jih je treba upoštevati. Kaj se torej dogaja, poleg tega, kar vemo, da se bo kmalu prenehalo, počasi, kot se reče, se rahljajo ukrepi za zajezitev pandemije, vendar zaradi tega, kar sem ravnokar povedal, se bodo dolgoročni učinki te pandemije pravzaprav šele začeli stopnjevati. Včeraj ali predvčerajšnjem smo lahko na televiziji slišali, da bo eno samo podjetje, kitajsko podjetje Hisense, v enem samem našem podjetju ponudilo 1000 delavcem, da lahko odidejo iz tovarne in bodo v trenutku postali nezaposleni. To je orjaška številka za slovenske razmere. Veliko bo diskriminatornega vedenja, delovanja, tudi zaradi revščine, ki se bo poglobila pri nekaterih ljudeh, zaradi psihičnih težav, o katerih tukaj govorimo. Že večkrat sem poudaril, pandemija ne povzroča psihičnih težav, jih pa krepi. In o tem bomo še govorili, in to, da pandemija krepi te učinke, je tudi treba imeti pred seboj, kajti ti učinki čez noč čudežno ne bodo izginili, ko se bo razglasilo konec pandemije. Se pravi, veliko dela nas pravzaprav še čaka in v tej luči je tudi zelo pomembno to, kar sem že poudaril, vprašanje namreč, česa smo se naučili in kaj od vsega tega bomo kasneje znali uporabljati oziroma bomo hoteli uporabljati. Tako da teorija motivacije, o kateri bom še govoril, bo tudi iz tega vidika zelo, zelo pomembna. Torej, še enkrat poudarimo, povzemimo, to so kratki zapisi ljudi, ki smo jih lahko slišali v teh dneh, ko se pogovarjamo z njimi, ko se obračajo k nam. To je tudi povzeto po nekaterih raziskavah, ki so bile narejene po svetu. Torej, ko govorimo o psihologiji, tukaj seveda ne govorimo o drugih vidikih pandemije, bolj se osredotočamo na psihologijo. Torej, ko govorimo o pandemiji, potem imamo pred seboj danes tri sklope tega, kar pandemija krepi. Tesnobna stanja, zlasti morda pod točko 2, izgubljanje občutka o lastni identiteti. Bolj, ko je človek doma, izoliran, bolj, ko je število socialnih interakcij, medsebojnih odnosov omejeno, bolj se krepi spraševanje o tem, kdo pravzaprav jaz sploh sem. In nastaja en občutek, ki ga imenujemo izgubljanje lastne identitete. Ko govorimo o izgubljanju, izhajamo iz osnovnega spoznanja,
o naravi človekove identitete, ki nam pove, da so za krepitev lastne identitete zelo pomembni drugi ljudje. Da pravzaprav človek brez drugih ljudi svoje identitete sploh ne more zgraditi. Ob tem se še zaostri tisto prislovično, ko včasih ljudje rečejo, briga mene za druge, ali pa meni je čisto vseeno, kaj si drugi mislijo, in tako dalje. Včasih pod določenimi pogoji je to še smiselno reči, velikokrat pa preprosto ne. No, in zdaj se bolj kot sicer kaže, kako zelo pomembni ne samo so naši medsebojni odnosi, ampak kako zelo pomembna je kvaliteta medsebojnih odnosov. In najhujši občutki, ki se v tem času krepijo, so občutki popolne paraliziranosti. Jaz sam sem govoril z ljudmi, ki na primer v tem času zjutraj potrebujejo 2 uri, da sploh ostanejo iz postelje. Ljudje, ki so nagnjeni k depresivnim občutkom, k depresivnim stanjem že sicer, so bili že prej, so zdaj še v veliko slabšem položaju in verjetno si je težko predstavljati, kako se počuti človek, ki zjutraj potrebuje 2 uri samo zato, da iz postelje ostane. Kaj šele, da potem pač preživi do večera, ko gre spet nazaj, recimo v posteljo. Občutki paraliziranosti so torej lahko res grozljivi. Da bi vse to razumeli na en boljši, še sodobnejši način, kar bomo pozneje poskušali okviriti z že omenjenima teorijama Maslova in Bowlbya, je dobro še enkrat imeti pred seboj to, o čemer smo že govorili, torej kaj potrebuje čisto vsak človek. V tem smislu pa ni nobene razlike. Za vsakega človeka velja, da potrebuje to, kar je tukaj izpostavljeno na tem zaslonu. In ko govorimo o tem, kaj človek potrebuje in kako prenaša izoliranost, morda tudi samotnost in osamljenost, je vredno uporabiti še nekaj psiholoških konceptov. Jaz bom izpostavil za začetek oziroma za nadaljevanje 3. Zelo dobro je razumeti prvi izraz, in to je rezilientnost, odpornost človeškega bitja na prenašanje stresov, pritiskov, bremen in tako dalje. K sreči smo ljudje že evolucijsko kar dobro opremljeni z rezilientnostjo. Seveda spet ne vsi ljudje enaki, jasno, da ne, ampak v tem času pandemije je rezilientnost izjemno pomembna, zlasti v povezavi z drugim psihološkim konceptom, ki se redke uporablja zlasti pa v javnosti, je pa izjemno pomemben v tem času. Ljudje poznajo izraz posttraumatski stres in prav gotovo je za številne ljudi pandemija, tudi če so ostali zdravi, tudi če je virus daleč od njih, stres. Je travmatski dogodek, ljudje doživljajo to kot nekaj travmatičnega in seveda posttravmatski učinki bodo trajali pri nekaterih ljudeh še zelo dolgo časa. Vendar pa je dobro uporabiti še drug izraz, ki nam pa res lahko vliva veliko upanja in nam daje misliti tudi o tem, kaj se bo dogajalo, to je posttravmatska rast. Ko govorimo o posttravmatski rasti, mislimo na izkušnje, o katerih ljudje včasih pripovedujejo, tudi jih opisujejo, tudi kakšen film je že posnet na to temo, obstajajo še drugi izdelki, zlasti umetniški. Namreč ravno v imenu rezilientnosti in odpornosti ljudje poročajo, kako so jih travmatski dogodki. In ko govorimo o travmatskih dogodkih, mislimo na zelo resne življenjske preizkušnje, kot je na primer smrt bližnjega, izguba otroka, resna dolgotrajna bolezen in tako dalje. Kako jih taki zelo travmatični dogodki, mislim, da je eden od svetovnih prvakov v opisovanju tega Viktor Frankl, najbrž si je težko predstavljati
bolj travmatično okolje, kot je taborišče smrti, v katerem, oziroma v nekaterih, ni bil samo v enem, je on preživel 3 leta. Kako je izjemno pomembno, da ljudje, ki so visoko odporni na travmatične dogodke, kasneje poročajo, da jim je to celo pomagalo na nek nov, drugačen, boljši način pogledati ne samo nase, medsebojne odnose, ampak na celotno eksistenco. Kako prav je imel Viktor Frankl, ko je trdil, ko je dokazoval, ne samo, da je ena temeljnih potreb človeških bitij potreba, da osmišljajo lastno eksistenco, to, kar se jim dogaja, da so v položajih, ko lahko podelijo smisel temu, kar se jim dogaja, ampak kako izjemno dobro smo ljudje lahko tudi opremljeni za učinke takih poskusov, ko se znajdemo v zelo hudih situacijah, v travmatičnih situacijah, ko se okrog nas dogaja res nekaj hudega, ko se soočamo z veliko mero trpljenja, bolečine in tako dalje, je možno tudi to, da v bistvu, če preživimo in ko preživimo, čisto na kratko rečeno, o tem bom še govoril, postanemo boljši ljudje. Kako nas lahko travmatične izkušnje ne samo pohabijo, prizadenejo, ranijo, gotovo to drži in to ve vsak človek. Po nekaterih podatkih približno 51 do približno 61% ljudi izjavlja, da so imeli v življenju kar nekaj takih travmatičnih izkušenj, kar seveda ni presenetljiv podatek, zelo verjetno je, ali pa skoraj gotovo je, da bo vsakemu človeku kdo od bližnjih umrl, da bo zbolel za kakšno resno boleznijo, ali pa da se bo zgodilo še kaj drugega travmatičnega, naprimer, če zdaj pomislimo na tistih 1000 delavcev, ki bodo dobesedno čez noč ostali brez dela, ki jim je lahko pomembno usmišljalo njihovo eksistenco, pa ne mislim samo v empiričnem oziroma denarnem smislu. Torej, dobro je imeti pred sabo vse te 3 koncepte, ki sem jih tukaj na kratko skiciral, in spremljati, kako se ljudje upirajo travmatičnim izkušnjam, kako dobro so opremljeni za premagovanje trpljenja in bolečine, kako ni res, da jih vselej samo pohabi in prizadene, in kakšni so lahko učinki tega. Zato v nadaljevanju, kasneje v drugem delu, si bomo lahko vzeli še malo več časa, naj skiciram že obljubljeno teorijo, Maslowovo teorijo, to so njegovi pozni izsledki, v letih pred smrtjo je Maslow prišel do zelo zanimivega vpogleda, ki se sicer ni bilo strogo vzeto absolutno novo, in ni bil prvi človek na tem svetu, ki je prišel do tega, je pa to zelo dobro elaboriral, razdelal, da je človekova najvišja motivacija, da lahko v človeku prepoznavamo kot notranjo, inherentno motivacijo, ki je vgrajena že v človekovo eksistenco, je pravzaprav metamotivacija. Motivacija, ki jo z eno besedo razumemo kot stremljenje človeka k temu, kar bi lahko imenovali transcendenca. Na tem ni ničesar mističnega, ničesar metafizičnega, zaradi mene lahko tudi je, ničesar čarobnega ali izmišljenega. Mogoče je eno najpomembnejših Maslowovih spoznanj, da je za metamotivacijo zmožen čisto vsak človek. Človek, ki ga sicer lahko življenje zelo pohabi, zelo prizadene, vendar pa te notranje motivacije ne more kar uničiti. Zato jo tukaj na tem mestu izpostavljam in dodajam samo še to, kar potem bo treba že počasi prekiniti, da je Maslow z metamotivacijo mislil predvsem zmožnost človeškega bitja, da se preda
temu, kar imenujemo simbolno poslanstvo. Da se preda, da spozna v svojem življenju, da je lahko k nečemu poklicano. In da to nekaj ni samo zadovoljevanje potreb po hrani, temperaturi, kisiku in tako dalje, ampak da so to lahko izjemno visoko artikulirani motivi, ki jih Maslow imenuje B-motivi oziroma B, tukaj je stoji za angleško besedo being oziroma bit. Tukaj se Maslow približuje filozofskim konceptom etike in etičnega vedenja in spodaj so neštete nekateri cilji povezani z metamotivacijo, za katere Abraham Maslow pravi, da so vredni pravzaprav sami po sebi. To so vrednote, za katere človek, ko enkrat začuti, da je poklican, da se obnaša skladno z njimi, v resnici ne potrebuje nobenega dodatnega utemeljevanja, razlaganja, ali je to res ali ni res, ampak da preprosto se je sposoben prepustiti tem vrednotam. Kot sem rekel, da je zmožnost človeškega bitja, zdaj govorimo o rezilientnosti, govorimo o odpornosti. Ljudje, ko, naprimer starši, kdaj vzgojitelji, učitelji in drugi, ko razmišljajo ali pa ko se ukvarjajo recimo z otroki, pa drug z drugim ali pa sami seboj, zelo hitro, zelo spontano, refleksno razmišljajo, koliko jim je hudo, koliko jih boli, koliko so bili prizadeti in tako dalje, kar je seveda vse zelo relevantno in pomembno in tako dalje. Zelo dobro pa je v takih trenutkih misliti ali pa znati misliti tudi o rezilientnosti. Ljudje smo zelo dobro, pravim že evolucijsko opremljeni za to, da smo tudi odporni. Da tudi nudimo odpor temu, kar bi nas sicer lahko pohabilo. No in zdaj se navezujem na prvo točko na tem zaslonu, ko Maslow poudarja, zakaj so potrebne, zakaj so pomembne tudi metapotrebe. Ne samo potrebe, o katerih smo že veliko slišali in vemo in poznamo hierarhijo potreb in tako dalje, ampak ko govorimo o metamotivaciji, govorimo tudi o metapotrebah. In eden od ključnih poudarkov, do katerega smo pravzaprav prišli že malo prej, je, da so te metapotrebe in metamotivacija potrebne ne samo kot nekakšen luksus, ne samo v smislu, ja, eni ljudje to zmorejo, dobro za njih in tako dalje. Ne. Zadeve so veliko bolj, če lahko rečem, pritlehne, down to earth. Človek skozi metapotrebe pravzaprav skrbi za svoje ne samo duševno zdravje, ampak tudi telesno zdravje. Zato je ta zapis tukaj zelo pomemben. Ga citiram, torej Maslow pravi, da so metapotrebe pomembne, zadovoljevanje njihovih potreb je pomembno, da se človek izogne boleznim. Seveda to ne pomeni, da se absolutno in vselej in vsem boleznim izogne, ampak tudi študije starejših ljudi, in ko govorimo o starejših ljudeh, mislim na stoletnike, ljudi, ki so stari 90, 95 let in tako dalje, konsistentno potrjujejo, da so to ljudje, ki so v veliki meri znali zadovoljevati svoje metapotrebe. Ti ljudje praviloma niso, kar je nekoliko ironično, praviloma niso pripadniki elit, praviloma niso bogati ljudje in tako dalje. Seveda obstajajo določene korelacije med tem, vse to smo že omenili, družbenim položajem, premoženjem, seveda, če imaš več denarja, jasno, da si lahko omisliš boljše zdravljenje, boljše zdravnike itd. Gotovo, obstajajo korelacije. Ampak obstajajo pa tudi korelacije med visoko starostjo, 100 let in več, in zadovoljevanjem metapotreb. Izjemno zanimivo in pomembno za naše tukajšnje razmišljanje. Česa se še nauči človek skozi predanost instancam, ki jih doživlja kot nekaj zunaj sebe, kot nekaj, kar je višje, boljše, kakorkoli že pač to opisuje. Ni pomembno, kako človek to opisuje, s kakšnimi besedami. Pomembno je, da je predan nečemu, kar
čuti, da je zunaj njega in ga presega. Uči se, že prej sem omenil, Jezus se uči, na poti se uči. Vsak dan znova se uči, katere poteze naj vleče, kaj naj naredi, kakšno je njegovo poslanstvo, kako ga osmisliti in tako dalje. Jezus je pravzaprav in v tem je res tudi pomembna zgodba, on je ves čas poln dvomov. On nima dvoma, da je predan simbolnemu poslanstvu. Glede tega nima nobenega dvoma. Ampak znotraj poslanstva, do trenutka, ko je na križu in ko se obrne k tej instanci zunaj sebe in reče, zakaj si me zapustil. In potem ugotovi, da se je zmotil, da ga ni zapustil oče. To je zelo pomembno. Se pravi, rezilientnost, zmožnost predati se simbolnemu poslanstvu in vztrajati pri njem, ne glede na to, da se znotraj porajajo dvomi, vprašanja, kaj naj naredim, a je to prav ali ne, kaj bo jutri in tako dalje. To je zelo človeško, seveda. Ne govorimo o absolutnosti, zdaj mi je pa vse jasno, zdaj pa vem, kako se obnašati. V nekem smislu je pravzaprav ravno obratno. No in še en poudarek, ki ga želim izpostaviti iz Maslowove teorije to je pod točko 3. Znotraj teh simbolnih poslanstev, ki se jim ljudje lahko predajamo, spoznavamo, da smo si ljudje v nekem smislu neprimerno bolj podobni, kot si morda mislimo, in da so podobnosti med nami, da ne rečem kar egalitarnost, neprimerno pomembnejše od razlik. To je zelo pomembna tema. Ljudje se vsak dan soočamo z vprašanji, koliko si upamo biti različni, drugačni, koliko moramo biti mainstreamovski, koliko se moramo prilagajati drugim, biti taki kot drugi, bla, bla, bla. To je stara lajna. In ki govori o tem, kako se nam zdi pomembno nekako ukvarjati z razlikami, ki so med nami, da ne bojo prevelike, kaj bodo drugi rekli, kaj se bo kdo mislil in tako naprej. Ampak to je samo ena zgodba, ki je v resnici manj pomembna. Pomembnejša je druga zgodba, o kateri govori Maslow v svoji teoriji, namreč kako zelo smo si podobni. In kako zelo včasih vsaj malo pozornosti posvečamo temu, kar odkrivamo ne samo globoko v sebi, ne samo kar je povezano z globino medsebojnih odnosov, ampak tudi je povezano s tem, kar imenuje Abraham Maslow metapotrebe. Namreč čisto vsak človek jih ima. Ok, to bi na kratko izpostavil skozi Maslowovo teorijo, zdaj bi pa še na kratko spregovoril o enem drugem konceptu, eni drugi teoriji, to je attachment theory, to je teorija navezanosti, ki jo je razvijal britanski psihoanalitik John Bowlby, bil zaradi tega tudi izključen iz raznih znanstvenih krogov, zelo močno kritiziran in tako naprej, vendar hvala Johnu Bowlbyju, da je bil dovolj rezilienten, da je vztrajal in nam ponudil izjemno pomembno teorijo oziroma izjemno pomemben koncept, o katerem želim v nadaljevanju spregovoriti. Dve knjigi bi rad ponudil tako rekoč v branje, resnično ju priporočam, ampak to res mislim. Zelo močno, za vsakega starša, zlasti za vsakega starša in seveda po isti logiki za vsakega vzgojitelja, vsakega učitelja, dobro, seveda na koncu jasno za vsakega človeka. To je prva knjiga, ima naslov A Secure Base, v kateri Bowlby na res nepresegljiv nov način dokaže, ne samo pokaže, kako zelo pomembno je za otrokov razvoj, čustveni razvoj, socialni razvoj, osebnostni, kognitivni, intelektualni, kakršenkoli razvoj, kako pomembni so
njegovi temeljni občutki varnosti. Varnosti. A secure base je res dober izraz, zveni sicer malo tehnično, ampak vseeno. Secure base v bistvu je izraz, ki na kratko popravi tole. Otrok, ko pride na ta svet, potrebuje a secure base, potrebuje nekakšno bazo, potrebuje nek temelj, mogoče še boljši je to baza. Ta izraz je zelo pomemben, kajti spontano so ljudje pogosto prepričani, da je družina, že samo zato, ker je družina, tudi varen kraj za otrokov razvoj. To je lahko daleč od resnice. Družina sama po sebi še ne pomeni prav nič. Ali se bo ta baza, a secure base, o kateri govori John Bowlby, sploh razvila, to je pa seveda drugo vprašanje. In to ni stvar instinktov, to ni stvar, ki jo človek kar prinese s seboj na svet, to ni nekaj, česar, kar ima ta mama pa oče že kar v gene zapisane. Preprosto ni. A secure base je nekaj, česar se oba lahko naučita. Seveda sta evolucijsko nagnjena k temu, ampak ali se bosta tudi zares naučila, je pa seveda še odprto. In Bowlby to nenehno poudarja. Attachment, navezanost, ki je spontana. Otrok potrebuje tako varno bazo, tako rekoč zatočišče. To bi bil dober prevod besede base, zatočišče, ki jo oziroma ga najprej predstavlja mama. Mama je pravzaprav a secure base že po definiciji v trenutku, ko je noseča. Ko je ženska noseča, njena maternica dobesedno je a secure base, čist empirično vzeto. Pa ne samo empirično, tudi psihološko, kot kažejo raziskave recimo zadnjih 20 let prenatalnega otrokovega življenja. Zato je že v tem času, se pravi prvih 9 mesecev, zelo pomembno, kaj mati doživlja. Kaj mati doživlja, ker se prek placente, prek živčnega sistema, ki je povezan z otrokovim živčnim sistemom, pravzaprav vsa njena doživetja, vse, kar se njej dogaja, vse njene izkušnje, vse njene misli, vse, kar se njej dogaja, se prevaja in se prenaša preko placente na otroka. Se pravi, spet ni absolutno res, da je maternica že a secure base za otroka. Ni nujno, če je mama nervozna, če je rezervana, če se ji dogajajo stresne zadeve in tako dalje, se ta stres, se ta nervoznost, živčnost, vznemirjenost, razdraženost, bolečina, trpljenje in tako dalje prenaša na še nerojenega otroka. In kasnejše raziskave po Johnu Bowlbyju so pokazale, kako zelo prav je imel. Da je otrok lahko že v maternici, čeprav je fizično na varnem pred zunanjimi vplivi, vsaj praviloma je tako, če ni mama pretepena, če ne pade po stopnicah in tako dalje, je lahko ta sicer varna maternica psihološko pravzaprav že lahko tudi nevzdržna. Je lahko tudi že travmatična, ampak to zdaj ne bomo šli v detajle v te raziskave prenatalnega življenja. Želim izpostaviti in poudariti pomen tega, kar se imenuje John Bowlby a secure base. In potem, ko otrok pride na ta svet, zdaj ni več v maternici seveda, je njegova prva oseba, ki bo dobila, otrok spontano pripiše materi status tega, kar imenujemo varno pribežališče. Mama kot fizična oseba je pribežališče in to seveda vsaka mama zelo dobro na svoji koži čuti. Mama je pravzaprav izhodišče za otrokovo raziskovanje sveta. Dlje, ko grem od mame, širši je moj svet, ampak ko sem pod stresom, ko sem ogrožen, ko ni več varno, se lahko vsakič vrnem k mami, v to pribežališče. Tako bi lahko bilo, tako si otrok želi, da bi bilo, nažalost pa ni vedno nujno tako.
Ni nujno tako, zato gredo nam psihologom lasje po konci, ko slišimo te iste mame, naprimer, ne, ko pripeljejo otroke recimo k nam v zavod in nam že kar pri vratih svetujejo nam psihologom, recimo v smislu pa trdo ga primte, pa na kratko ga primte, pa kar dejte ga, življenje je kruto, življenje je trdo in tako naprej. In spravim, nam grejo lesje gor, da to celo mame večkrat rečejo. Ali pa kdo drug tudi, se niso samo mame, jaz velikrat slišim, češ življenje je trdo, naj se otrok kar navadi na to. Sej se bo navadil, ampak najprej potrebuje a secure base. To je temelj za vse nadaljne otrokove občutke, samozavesti, samospoštovanja, vrednosti, občutenja, da lahko raziskuje zunanji svet, da je odporen, da ni svet vselej trd in nevaren. Ni res, da je tako. Otrok bo v veliki meri zunanjemu svetu pripisoval pomen v odvisnosti od tega, kako dobro je doma v svojem okolju prek mame in kasneje očeta vgradil v svojo eksistenco to, kar Bowlby imenuje a secure base. To je zelo pomembno. Ta baza, to pribežališče je najprej zunaj človeka, oziroma če gremo schematično, najprej je maternica, kar je seveda zunaj še nerojenega otroka, tudi potem je zunaj, to je mama, to je oče, recimo širše vzeto je to dom, je stanovanje. Ampak kasneje, ko se bo razvijal kot osebnost, bo otrok to secure base gradil tudi znotraj sebe. Znotraj sebe in to mu bo omogočalo, da bo govoril o notranjih občutkih varnosti, stabilnosti, spokojnosti, trdnosti. Otrok bo, tak otrok, bo vse bolj se razvijal v osebnost, o kateri kasneje govori recimo Viktor Frankl. Osebnost, ki bo rezilientna, ki bo odporna, ki bo tudi v hudih življenjskih preizkušnjah, travmatičnih preizkušnjah. Še enkrat naj opozorim, Viktor Frankl, taborišča smrti, bo tak človek kljub vsemu še vedno znotraj sebe prepoznaval a secure base. Neke temeljne, lahko celo nezlomljive občutke varnosti, gotovosti, stabilnosti, občutke samospoštovanja, samozavesti, vrednosti in tako dalje. Tak človek bo visoko odporen napram distraktorjem, zunanjim vplivam, razlikam, travmatičnim izkušnjam, bolečini, trpljenju in tako naprej. In cela množica raziskav to potrjuje. Tako da še enkrat malo daljši komentar, ampak je pomemben k delu Johna Bowlbyja, njegovi knjigi A Secure Base, ki jo res priporočam in vidite, podnaslov je zelo zgovoren za zdrav otrokov razvoj, v vsakem smislu zdrav, telesnem, duhovnem, duševnem, intelektualnem, kognitivnem, nekognitivnem, v vsakem smislu je ta attachment, ta navezanost otroka v zgodnjih letih, ampak to res v zgodnjih letih otrokovega življenja, navezanost na to, kar nekdo zunaj njega najprej zastopa kot a secure base. To je temelj. Vse druge zadeve so manj pomembne. In spet bi se lahko navezal na to, kar si ti prej Mojmir izpostavil, tudi ljudje, ki živijo v res revnih okoliščinah, ljudje, ki živijo v revnih družbah, v revnih državah, recimo Ameriki, Južni Ameriki, recimo, pravzaprav povsod po svetu, kjer so revna okolja, tudi govorijo o tem, kako je možno, ne trdim, da zdaj to vselej nujno je, da ne bomo patetični, da ne bomo pa zdaj hvalili revščine in če saj ni pomembna revščina, saj ljudje lahko, ne, ni tako. Ampak kljub vsemu, se je mogoče razviti v zdravo
osebnost, v močnega, rezilientnega, zdravega človeka, če je to najožje okolje. Včasih je res to samo okolje, ki ga predstavlja mama, predstavljajmo si nekoga v enem begunskem taborišču, kjer je za otroka varna res samo mama in nič drugega, ker je vse ostalo empirično za njega lahko uničujoče, pa vendar se izkaže, kako zelo pomembna je ta attachment, ta navezanost za otrokov razvoj. In spet nam grejo kocine po koncu, ko recimo kdaj slišimo, ko naprimer otrok joka, kakšen pameten nasvet pod narekovajem, seveda, kar pust ga, saj bo že nehal. Mislim, to so res lahko katastrofalni učinki. Starši, ki pustijo otroka jokati, se bo že zmatral, se bo nehal, čez pol ure bo itak nehal, saj otrok bo res nehal, ampak njegov temeljni občutek attachmenta, temeljni občutek povezanosti, navezanosti bo prizadet, bo lahko globoko ranjen. In spet lahko povemo zgodbo tudi iz drugega zornega kota, ne vem, bogata družina, veliko denarja, razkošna hiša, premoženje, lova do krova, kot se reče, kar hočete, brez attachmenta. Se ne more človek razviti, otrok razviti v zdravo osebnost. Preprosto se ne more. To je eden najbolj pomembnih temeljev, to je tista baza, če bi figurativno rekel, tako kot če pogledajo znanstveniki, na čem stoji Keopsova piramida. To so temelji, ki prenašajo že 4000 let, ne vem koliko milijonov težkih blokov, milijonov ton težke bloke, Keopsovi piramidi se nič ne zgodi. 4000 let že stoji, lahko jo kradejo, lahko jo ropajo, lahko ne vem, kva naredijo, ampak še zmeraj tam stoji. Mislim, da je to dobra prispodoba kot komentar k teoriji Johna Bowlbyja. In mogoče še na kratko, da ne bom pa predolg, ta druga knjiga, ki jo omenjamo, je seveda iz novega zornega kota separacija. Separacija, prej ali slej se seveda otrok mora ločiti od svojih staršev, tako fizično kot psihološko, in tudi to je zahtevno, naporno obdobje, separacija, povezana z tesnobnimi stanji, tudi z jezo, z žalovanjem, žalostjo in tako dalje, agresivnostjo. To niso enostavne zadeve, ampak spet, samo še poudarim, kot pravi John Bowlby, otrok, ki je zgradil najprej to močno, secure base, bo seveda tudi separacijo sorazmerno zlahka preživel in ga ne bo poškodovala. Če še na kratko povzamem, mislim, da je zelo jasno zapisano, vse to, o čemer sem zdaj govoril, se dogaja v prenatalnem življenju in v res prvih letih življenja. To John Bowlby je s tem še bolj poudaril pomen tega, kar je pred njim trdil Sigmund Freud, namreč kako zelo je pomembno zgodnje življenje, zlasti čustveno, za vse, kar bo kasneje otrok počel kot odrasli človek. In tukaj pod točko 3 vidimo, kako, in če se spomnite, zadnjič sem navedel neke raziskave sodobne, kako lahko na podlagi teh elementarnih spoznanj v razmerja med otrokom in odraslimi ljudmi napovedujemo otrokovo vedenje že za leta naprej. Za leta naprej lahko povemo, naprimer pod točko 3, kako bo z njegovim raziskovanjem sveta. Koliko bo anksiozen, koliko bo tesnoben, koliko bo v njem te težnje k iskanju varnosti, k umikanju iz okolja, zapiranju vase, depresivnih občutkov in tako dalje in tako dalje. Vse to ima temelj tukaj. Če baza, o kateri govorim, ni ponudila dovolj varnosti, bo seveda morda človek kasneje vse življenje težil k varnosti, k iskanju tega, kar se bi moralo zgoditi, v mladosti pa se nadaljujem. To je samo povzetek tega, kar sem rekel. In mogoče bi se na kratko še zadržal pri drugi točki, kaj pomeni ne samo nenadna prekinitev
tega čustvenega odnosa, ki sem ga zdaj izrisal v otroštvu. Podoben učinek ima tudi lahko nenadna prekinitev čustvenih odnosov kadarkoli kasneje v življenju. Ali je to ločitev dveh partnerjev, izguba prijatelja, smrt matere, očeta, bližnjega, vse to so nenadne prekinitve, grobe prekinitve močnih čustvenih odnosov. In to je tudi povezano malo bolj oddaljeno sicer z tole našo izolacijo, ki je tudi nenadna prekinitev številnih odnosov. Zakaj je to tako zelo pomembno? Morda zdaj dobiva še dodaten pomen. Kako je v takih časih, v takih obdobjih pomembna človekova senzibilnost, občutljivost za druge ljudi, odzivnost, empatičnost, altruizem, skrb za druge ljudi. In kako v tem času, ko ga zdaj tukaj preživljamo vsi skupaj, ravno ni, rekel se, zahvaliti s tem, da se človek zapre v svojo sobo in reče, jaz bom svoje opravil. Zdajle nas bi pravzaprav drugi ljudje morali zanimati še veliko bolj kot nas sicer, zato ker nas potrebujejo. Ali pa smo mi tisti, ki potrebujemo druge. In k sreči se veliko tega tudi dogaja in to je eno od izhodišč za to, kar sem že danes dvakrat izpostavil. Vprašanje je namreč, česa smo se iz tega naučili. Ali bo tudi kasneje več altruizma, empatije, težnje k globljim medsebojnim odnosom, čustvene navezanosti, vsega tega, kar sledi iz naših razmislekov tukaj. Zanimivo bo videti, ali bo, ali pa se bomo preprosto vrnili v stare kolesnice in bodo zadeve take, kot so bile prej. Če bodo v dobrem smislu, je to fajn in je v redu, če pa bodo v onem drugem, bo pa treba ugotoviti, ja, nič se nismo naučili. Zlasti bi izpostavil zaradi tega vprašanja tole drugo točko. Ti vzorci attachmenta, približevanja in oddaljevanja, ki jih razvija otrok v tem zgodnjem obdobju, o katerem sem prej govoril, vodijo k oblikovanju nečesa, kar Bowlby imenuje internal working models. Kaj to pomeni? Podobno kot izgrajevanje mentalnih in kognitivnih modelov, s katerimi otrok razumeva, zaznava, pojasnjuje svet okrog sebe in vse, kar je v njem, nastajajo tudi ti notranji modeli, s pomočjo katerih se otrok odziva in kasneje odrasel človek odziva v medsebojnih odnosih na druge ljudi. Odrasli ljudje se zelo podobno odzivajo na druge ljudi, se pravi, gradijo podobne medsebojne odnose, kot so to počeli v zgodnjem otroštvu. Takrat so se naučili vzorcev približevanja oziroma oddaljevanja. Takrat so se naučili, ali bi imeli medsebojne odnose, ki so bolj poglobljeni, ali so bolj površni, ali so bolj topli, ali so bolj hladni in distancirani, so bolj uradni, formalni, ali so bolj osebni, čustveni in tako dalje. Teh vzorcev se otrok nauči in te vzorce kasneje odrasel tudi uporablja. In to so notranji modeli, ki jih je seveda zelo težko spreminjati, če so taki, da je otrok poškodovan, da je ranjen, da so njegovi občutki vrednosti, svoje vrednosti, lastne vrednosti, občutki samozavesti prizadeti, občutki samospoštovanja nizki, ali pa tako, kot se v laični psihologiji reče, če je samopodoba nizka. In spet je tako kar včasih tragično gledati, kako ljudje mislijo, pa ne gre za starše ali strokovnjake, da je tako nizko samopodobo kar možno dvigati, ne vem, z par pogovori, z enim seminarjem ali pa kaj takega. Tudi približno.
tudi slučajno, ne, ker to bi pomenilo, seveda, da se je John Bowlby komplet motil, ne, ko je dokazoval, kako pomembno je vse to, kar se do zdaj povedal, da se ne bom ponavljal. Ne. Ko se baza postavi, ko so temelji postavi, ko so vzorci približevanja postavljeni, ko so to internal modeli zgrajeni, jih je zelo težko spreminjati. Ne. Tako da tle bi se moral tudi malo, po mojem, zamisliti nad tem dvigovanjem samopodobe pa ne vem, podobnimi laičnimi izrazi, ki pravzaprav ne povejo prav dosti, oziroma se nam včasih samo napoto. Lahko pa malo bolj resno razmišljamo, malo bolj kompleksno, kaj pa je vendarle mogoče storiti. Ker to ne pomeni, da zdaj se pa ničesar ne da. Češ, stvari so zacementirane, nekdo mi je zadnjič rekel, da biološki determinizem mu ni všeč, da zdaj seveda znanost pravi, saj je vseeno, komu je kaj všeč. Če nekaj dokažemo, je seveda kar težko reči, da briga mene pa to ni všeč. Lahko, da nam ni všeč, ampak zadeve niso tako zelo preproste. Torej pa vendar lahko nekaj storimo. Kljub vsemu biološkemu determinizmu, kljub temu, kar smo zdaj povedali, ko smo tudi pravzaprav govorili o determinističnih dejavnikih, in odgovor na to preprosto vprašanje, kaj storiti, je ta, ki nam pravzaprav je zdajle tako rekoč pred nosom. Tukaj je naštetih 7 točk, ampak to ne pomeni, da se zdaj z njimi jaz skušam približati ali pa postavljati v vrsto s tistimi, ki sem jih izpostavljal v prvem predavanju, daleč od tega. Za temi 7 točkami so zelo resni koncepti, ki jih tukaj razvijam. In hkrati je zopet na sporedu, če lahko tako rečem, vprašanje, česa smo se iz tega naučili. Vsak človek, ki teh 7 točk zdaj prebere, lahko reče, ja, se to poznamo, to vemo že od nekdaj. Ampak se to smo vedeli tudi že na začetku. In če bi bila stvar tako zelo preprosta, teh 4 predavanj sploh ne bi bilo potrebnih. Zato bom vse skupaj majčkeno dvignil na eno malo bolj kompleksno raven in sicer se bom navezal na izraz, ki sem ga že vpeljal, in to je posttravmatska rast. Posttravmatska rast pomeni približno na hitro tole. Če smo se česa zdajle naučili, pa še mogoče v teh nekaj tednih, ko bomo še izolirani, če smo se česa naučili, potem smo se naučili natanko tega, kar zdajle piše na zaslonu. Naučili smo se, kako še imamo rezerve vsi po vrsti, da vplivamo vsaj malo na naše notranje razumevanje vrednosti življenja, da ga znamo še bolj ceniti. Zdajle je na 10 tisoče ljudi podleglo virusu, so umrli in v luči tega se lahko naučimo, kako izjemno dragoceno je življenje in kako nam čas teče, tudi nam, ki smo preživeli, in kako dragocene so minute celo in sekunde. Ne glede na to, da to že vemo in poznamo, lahko se skupaj dvignemo še malo na eno višjo raven. Enako velja za naše medsebojne odnose. Če smo se česa naučili, lahko postanejo še močnejši, še globlji, še pristnejši. Če se seveda tako odločimo. Lahko pokažemo več sočutja in več altruizma. Vsak človek ima vsaj malo rezerve. To ne pomeni, da ničesar od tega ni, trdim samo, lahko je pa še več. Ne trdim, da ničesar ni, daleč od tega. Da lahko odkrivamo nove poti v življenju, ali čist intimno, osebno, sami zase, v svojem najbližjem okolju, v družini, ali pa širše, delovnem okolju, ali pa še širše, v družbi zaradi mene, ali pa v svet je oder. Ko govorimo o posttravmatski rasti, spet ne smemo biti preveč naivni, ne smemo misliti, da se to kar zgodi samo od sebe. Ni res. Razgovori z ljudmi, ki so šli skozi težke življenjske preizkušnje, spet Viktor Frankl in tako dalje. Razgovori z ljudmi, ki so doživeli kaj takega, kot recimo poskus samomora, pa so preživeli, to je travmatična izkušnja.
ljudi, ki so bili na robu smrti zaradi kakšnih drugih razlogov, rak, alkoholizem, zloraba drog in tako dalje. Ljudi, ki so šli skozi težke preizkušnje ob smrti bližnjih, ljudi, ki so negovali bližnjega recimo par let, šli skozi res težke preizkušnje, ko je bilo treba skrbeti za osebo, ko so jo odpustili iz bolnišnice, ko enostavno niso več hoteli imeti človeka v bolnišnici, ga je imel nekdo doma. To so težke izkušnje, zelo težke izkušnje. Ampak, kar je pri tem pomembno za razumevanje koncepta posttravmatske rasti, so pogovori. Človek ni res, da kar zraste skozi take izkušnje. Ni res. Pomembni so pogovori o tem, o travmi, o poskusu samomora, o občutenjih, žalosti, morda jeze, grenkobe, strahu pred lastno smrtjo, boleznijo, umiranjem, samoto in tako naprej. To so teme, ki se jih ljudje sicer skušajo ponavadi izogniti, ker so težke, ker so boleče, pa vendar, če uspemo z dobrimi pogovori, lahko doživimo to, kar izraža posttravmatska rast in teh 7 točk, ki so tukaj naštete. Ni res, da ko se zgodi travma, samo še posttravmatski stres, zdaj smo pa samo še žalostni, življenje nima nobenega smisla, zdaj smo pa obupani, zdaj je pa zame samo še črna pot, ne vem kam že. Ni nujno. Nažalost, velikokrat tako je, ker se ljudje premalo pogovarjajo. Zlasti ob takih situacijah. In to morajo biti intenzivni, dolgotrajni, poglobljeni pogovori brez strahu. In ko govorim o posttravmatski rasti, bi rad še čist res na kratko se ozrl na prevladujoč, nažalost, prevladujoč način v naših medsebojnih življenjih. Prevladujoč način, ki ga z eno besedo imenujemo kultura osebnosti. Kaj to pomeni? Z razvojem psihologije osebnosti nastane v začetku 20. stoletja. Pred letom 1900 ne obstaja psihologija osebnosti. Ljudje sicer poznajo izraz osebnost, gotovo, ampak ne obstajajo koncepti. Ljudje se ne ukvarjajo z osebnostjo, ne raziskujejo, obstajajo drugačni načini razmišljanja o človeških bitjih. V obdobju pred 20. stoletjem ima zelo veliko pomembno vlogo značaj, recimo, karakter, druge zadeve, ki nas zdaj tukaj ne zanimajo. Z razvojem kulture osebnosti v 20. stoletju se nažalost razvije še nekaj koordinat našega vsakdanjega življenja, ki so morda za silo pa na prvi pogled kar fajn, kar v redu, v resnici pa močno prispevajo k preprečevanju res globljih medsebojnih odnosov in vsega tega, o čemer sem govoril malo prej. Značilnosti te kulture osebnosti, na kratko, tiste, ki jih najbolj zdaj želim izpostaviti, so gotovo te, ki so tukaj napisane. Te 3, kultura zabave, kultura dobro se imeti, kultura nenehnega veselja in iskanja dražljajev zunaj sebe, dogodkov, izkušenj, ki naj človeka razvedrijo, ki naj človeku pomagajo, da se bo dobro počutil in tako naprej. To ima že včasih prav srhljive razsežnosti. Kako se spodbuja ljudi k temu povnanjenemu, pozunanjenemu ustvarjanju videzov, kako je vse fajn, kako smo dobri in smo srečni in smo zadovoljni in kako se zabavamo in kako nam dogaja, kot se reče, in smo dinamični in hitri in spretni in nenehno hitimo k novim izkušnjam, zatem
že 40 let nazaj, se razvija to, kar so nekateri, Christopher Lasch in drugi, imenovali kultura narcizma. Narcistična kultura, ki v mnogočem torej določa naše vedenje, ne, in nas v bistvu nagovarja, spodbuja, da se poskušamo čim bolj navzven, ne, obnašati na način, ki ga opišem pod točko 2 v narekovajih, prodati samega sebe. Ne, ustvariti to famozno samopodobo, ne, drugim ljudem, da bi jih nekako prepričal, koliko je fajn, koliko sem dober, koliko sem zdrav, koliko sem močan in tako dalje in tako dalje. To ima tudi zanimive evolucijske koordinate, ne, in mehanizme, ki so zadaj, pa vendar, ne, na žalost, podatki, tudi zadnjič sem jih navedel nekaj, po letu 1990 število ljudi, ki izjavljajo, da živijo sami samotna življenja, osamljena življenja, bolj natančno rečeno, da nimajo nikogar za resne pogovore, da so njihovi sogovorci televizija in domače živali, ljudje, ki so doma za zaprtimi stenami, ne gredo ven, depresivna stanja, o katerih poročajo, tesnobna stanja, stres in tako naprej, nenehno narašča. Ne? Tako da je zanimivo, več kot zanimivo, na trenutke pravzaprav tragično, ne, pogledati, kakšne so prepadi, ne, med empiričnimi podatki, kako se ljudje dejansko počutijo, ne, kako dejansko živijo notranja življenja, čustvena, kognitivna in tako dalje, in temi samopodobami, ki jih prodajamo navzven drug drugemu, ne, kako se pravzaprav obnašamo kot podložniki, ne, tega, kar imenujemo kultura osebnosti. Zlasti pa, ne, to vemo vsi iz svoje izkušenj, ne, kako pomembno, ne, smo obremenjeni s tem, da ne smeš navzven biti, videti, ne, ali tesnoben, anksiozen, da si pod stresom, da ti ni vedno samo fajn in tako dalje. Ne, in ljudje potem to seveda skušajo skriti. Ne? Ampak tisti, ki se ukvarjamo potem z ljudmi, ne, ki pridejo ljudje k psihologom in psihoterapeutom in psihoanalitikom, vemo, ne, da je resnica pogosto bistveno drugačna od tega, kar se ljudje trudijo ustvarjati navzven. In seveda za naša razmišljanja, ne, v teh 4 srečanjih je ta kultura, ne, osebnosti, ta narcistična kultura, zelo pomembna, ne? Zato, ker nam pravzaprav preprečuje, da bi bolj jasno, bolj resnično videli drug drugega. Ne? Jaz sem velikokrat slišal ljudi v analizah, potem v pogovorih, ko mi rečejo, joj, ne, in to tudi mladi ljudje, ne, mi rečejo, joj, jaz imam pa občutek že dolgo časa, da moram vedno biti nasmejan in vedno moram biti dobre volje in Bog vari pokazati, ne, da nisem, ker me takoj napadajo ljudje, kaj pa s tabo narobe. Ne. V resnici je pa resnica pravzaprav taka, da je narobe ravno takrat, ko pretiravamo in poskušamo vse to, kar tukaj gor piše, ne, da je resnica naših vsakdanjih življenj, medsebojnih odnosov bistveno drugačna, ne, da smo ljudje veliko bolj ranljivi, kot bi radi ustvarjali s tem zunanjim vtisom, da smo pravzaprav tudi ranjeni, ne, da smo pogosteje tesnobni, da je tamle cel kup stvari, ne samo tale koronavirus zdajle, ki je pač preletel, ampak da je tudi sicer cel kup ljudi, torej stvari, ki nas vznemirjajo, ne, ki nas pravzaprav nagovarjajo, da bi se z njimi ukvarjali, pa se jim skušamo izogniti. Ne? Vsi se staramo, nobeden ne bo večno tukaj ostal mlad. Starejši, ko smo, ne, več bolezni se lahko pojavi, prišlo bo obdobje, ko bomo umirali, in seveda prišlo bo tudi obdobje, ko bomo umrli, ko bomo odšli, ne? Pa še vmes se bo zgodilo 1000 stvari, ki so resnica naših eksistenc. In seveda bolj, ko bežimo od te resnice, slabše nam pravzaprav je. In kultura, narcistična kultura osebnosti nam prav nič ne pomaga. Ne? Ljudje zvečer, ko ležemo v posteljo, ali pa ponoči, ko se zbudimo, ali pa kdaj drugič, vsaj malo, ne, pridejo v stik s tem, da je tukaj nekaj radikalno narobe. Ne? In to, kar je pod 4. točko malo posebej napisano,
je pravzaprav nekaj, kar bi bilo res dobro, da bi si ljudje, ne samo zdajle v tem času, ampak morda še bolj potem, ko bo te pandemije konec, lotili z eno večjo mero odgovornosti do same eksistence. To, kar imenujem neustrašno predstavljanje sebe, pravzaprav pomeni ne umetno ustvarjanje nekakšne samopodobe, zato da me bodo ljudje primer pustili, da me novijo sprašvali, kaj je z mano narobe, kaj dogaja, kaj je tako naprej. Tega nočem. Jaz želim neustrašno predstavljati sebe, kot se reče v žargonu, takega, kakršen sem, ne blefirati, ne se spreneverati in seveda želim, da se drugi ljudje odzovajo name tudi s tem. Se pravi, tako, da pokažejo, kakšni dejansko so. Ne, da igrajo nekakšne vloge, zato ker mislijo, da ne vem, kaj že, kaj mi gre pri tem na bruhanje. In če še zaključim, psihologija osamljenosti, ne samo, psihologija osamljenosti poudarja natanko to, da je tamle cel kup ljudi, ki so osamljeni, pa ne želijo biti osamljeni. Cel kup ljudi, ki v resnici upajo in želijo, da bo nekdo dovolj neustrašen, da bo zmogel dovolj empatije, dovolj altruizma, dovolj vsega tega, kar smo povedali, in pristopil k njim. Da bi vzpostavili malo bolj pristne odnose, malo globlje odnose od običajnih, ko se zdi, in v to nas tudi potiska kultura individualističnega življenja, ko se zdi, da je pač v življenju tako, da naj vsak poskrbi zase, in bolj ali manj to tudi poskušamo narediti, za druge ljudi nas pa spet bolj ali manj prav malo briga, čeprav so drugi ljudje ključni za naše doživljanje lastne identitete, vrednosti in vsega tega, o čemer smo govorili.